Pozdravljeni, tu Blaž, danes pa bom govoril o tem, kako si najti popolnega partnerja, idealnega partnerja. Torej, ljudje ponovadi začnemo iskati partnerja nekje izven sebe, v drugih ljudeh. Ampak zelo pomembno je, da smo najprej samemu sebi najboljši partner. Ker kadarkoli čutimo potrebo po tem, da bi imeli partnerja v nekem drugem človeku, ki bi nas dopolnjeval, to pomeni, da smo se sami ločili od določenih lastnosti, ki jih potem iščemo v drugih ljudeh. To je nepotrebno, zato ker smo vsi ljudje zmožni samemu sebi dati in podariti vse, kar pač želimo. In zato je najbolj pomembno najprej, da postanemo sam svoj idealen partner in da si damo vse tisto, za kar mislimo, da nam lahko dajo samo drugi. To seveda naredimo tako, da uporabljamo proces samorefleksije, kjer najprej v samoiskrenosti ugotovimo, česa si želimo od drugih ljudi in potem naredimo korekcijo na ta način, da se naučimo sami sebi dati te stvari, ki jih si želimo v bistvu od drugih ljudi. Se pravi, če recimo nismo nežni sami sabo, če si ne damo dovolj pozornosti, potem se pač naučimo dati več pozornosti in biti bolj nežni sami sabo. In recimo si sami sebi prisluhniti. In podobno, ne. In ko enkrat naredimo to, dejansko, da postanemo sam svoj najboljši partner, idealen partner, potem ne čutimo več te čustvene potrebe po tem, da bi imeli nekega drugega človeka za partnerja, ki bi nam dal pač neke stvari, za katere smo mi prej verjeli, da jih nimamo. No in šele, ko smo v takšnem stanju, kjer ne čutimo potrebe in želje po nekem partnerju, šele takrat lahko zares učinkovito začnemo izbirati tudi dejanskega nekega partnerja življenjskega, s katerim bomo dejansko lahko ustvarili realen odnos, ki bo obema v podporo. Namreč, če mi začnemo iskati partnerja iz želje po tem, da bi imeli partnerja, potem začnemo graditi odnos z nekim človekom na teh temeljih. Torej, pričakujemo od tega človeka, da nam bo nekaj dal, za kar mi mislimo, da nimamo, ali pa da si nismo sposobni dati in podariti. In zato bo ta zveza nekako nestabilna, oziroma če bomo imeli to srečo, da najdemo glih takega partnerja, s katerim se bomo dopolnjevali, se pravi, da bomo mi partnerju dajali to, kar on misli, da nima, on pa bo nam dajal to, kar mi mislimo, da nimamo, potem se lahko vzpostavi določeno ravnovesje. Ampak še vedno je to slabša izbira proti temu, da mi sami sebi damo to, kar mislimo, da nimamo, in da tudi našega partnerja, bodočega recimo, naučimo, kako si sam dati tisto, kar misli, da mu bi mi morali dati, in potem sva oba s tem partnerjem dejansko najprej sam svoj najboljši partner, potem pa lahko dejansko začneva graditi odnos s partnerjem na zdravih temeljih, se pravi, ko noben od drugega nič ne pričakuje, ampak se enostavno dogovarjava in si potem pomagava s partnerjem drug drugemu na tak način, da se vzpodbujava pri tem, da presegava lastne samoomejitve. Se pravi, jaz lahko mojemu partnerju izpostavim potem neke vzorce, ki jih pri njemu ali pri njej opazim, kjer vidim, da se pač omejuje, da mogoče, ne vem, recimo čustveno reagira, kjer ni potrebno in tako naprej. In potem to izpostavim in ji pomagam z lastnim zgledom te vzorce odpraviti. Ona pa enako do mene, ne, mi izpostavi moje vzorce, kje vidi, da se jaz omejujem, kje vidi, da se jaz lahko postanem še boljši in bolj samodirektiven, in mi enako pomaga s svojim zgledom priti oziroma preseči svoje lastne omejitve. To je potem tista partnerska zveza, ki je najboljša možna partnerska zveza dveh ljudi, ali pa lahko tudi več ljudi, ne.
Tako da zato predlagam, da preden začnete iskati svojega partnerja nekje zunaj med drugimi ljudmi, zaradi tega, ker čutite potrebo po nekem partnerju, da se najprej naučite sami sebi dati vse, kar mislite, da bi vam moral partner dati. In tako dejansko boste veliko bolj zadovoljni v življenju, ne boste se podrejali tem svojim čustvom, poželenja po nekem partnerju in ne boste si izbirali svojih partnerjev tako ad hoc na podlagi nekega občutka, ampak na podlagi zdravega razuma, na podlagi tega, da se boste najprej s partnerjem spoznali, se družili z njim in videli, če dejansko se lahko podpirata oba s partnerjem na tak najbolj dejansko podporen način, se pravi na tak način, da se ne omejujeta drug drugega, kar se velikokrat zgodi v zvezi, recimo, ko pride do ljubosumja, se potem začneta partnerja drug drugega omejevati, ker se bojita, da bosta izgubila partnerja. Če mi dosežemo to stanje, da že v zvezo nismo šli iz potrebe, iz želje potem, da bi imeli partnerja, potem nas tudi ni strah, da bi partnerja izgubili. In tudi, če se kdaj odločimo, da ne bomo več skupaj živeli s tem partnerjem, ne bo to noben problem, ne bomo žalostni, depresivni in nas ne bo strah in tako naprej, ampak bomo enostavno zdravorazumsko sprejeli, da je to pač najboljše za oba in bomo enostavno pač ne bomo več skupaj živeli, recimo. Tako da na tak način predlagam vsem, da pristopite k načinu iskanja partnerja oziroma idealnega partnerja. Torej, da najprej postanete sam svoj idealen partner, šele potem pa spontano pač spoznavate ljudi in ko najdete nekoga, kjer lahko in vi njega in on vas podpira pri tem, da presegate lastne samoomejitve, pa se potem odločite na podlagi tega zdravega razuma, da boste z nekom skupaj živeli ravno zaradi tega, ker se lahko pri tem podpirate in pa seveda tudi, ker lahko imate otroke potem in naučite tudi otroke svoje teh učinkovitih ravnanj, ki ne temeljijo na čustveni nestabilnosti, ampak na zdravem razumu. Ok, hvala, to je danes za vse in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!